Dober večer. Čakam sovoditeljico, ki je šla. Sem že tukaj. Danes je pač lepa. Ja. Tudi ti nisi slab. Se ti zdi spodobno? Kaj pa je narobe? Še moja babica ne bi tega navlekla nas na tako red. Kakorkoli že, pridi. Idem. Svetka, dobrodošli, lepo pozdravljeni v Odmevi. Boštjana, ti sem veš, kje sva? In pol meni govoriš. Jaz sem vadil za kulturni večer, pardon, z Odmeve. No, si ni važno, pustimo. Dobro, svetka, dobrodošli, pozdravljeni v Odmevi na kulturnem večeru študentov Evropski študij in to si ti, ja? Ja. Že dolgo si študent? In mednarodnih odnosov? Tudi zaradi tebe. Ne. Kakorkoli že. Svetka, dobrodošli na kulturnem večeru Evropski študij in mednarodnem odnosu, drugem. Danes smo organizirali prvega, letos imamo že drugega, napredujemo, morda bo drugo leto tudi tretji. Videli bomo, če ne bo recesija vse pobrala.
Mene veseli, da ste se zbrali v tolikšnem številu, da smo se zbrali ponovno tukaj, da imamo, bom rekel, častne goste, tako v prvi vrsti kot v vrstah, vse tam do vrat. Predvsem vas bo verjetno veselila po koncu kulturnega programa, da bo tam zunaj obilo hrane, pijače, zabave in vse, kar sledi. Ta kulturni večer je namenjen, da vsak od študentov, ki se je prostovoljno javil, pripravi prostovoljno nekaj po svoji prostovoljni želji, vključno je vse prostovoljno. Kriza, ne pozabi, da je kriza. Ne, ker je kriza, tisti, ki ste bili lani, se spomnite, Boštjano Večki. Se ni lepo, da ti kažem, ritam, da se mogo pokazati kakšen kriza. Ja, se je. Letos je kriza. Je klavir manjši, še tega smo dobili udar, tako bi človek rekel miloščino, od enega študenta, ki bi se mu rad zahvalil, Ivana Koruze, ki je žrtvoval svojo osebno klavinovo, da smo lahko ta kulturni večer izvedli, ker je kriza. Zato bi jaz na tej točki, morda da prekoračimo in ne govorimo samo o krizi, povabil k besedi dekana Fakultete za družbene vede, profesor Bojka Bučarja in dolgoletnega skrbnika programa Evropske študije in dolgoletnega predstojnika katedre za mednarodne odnose, da nas nagovori in pove par spodbudnih besed mimo krize. Izvolite. Kriza. Ob taki priliki nekaj lepih besed povedati ne bo težko, ampak začnem naj z slabimi, ne za vas, za mene. Že zdaj se vam moram opravičiti, po temle nagovoru bom moral oditi, nekaj nepredvidenega je prišlo vmes, bil sem prepričan, da bom lahko na tem kulturnem večeru, pa mi žal to ne bo uspelo. Obžalovanje je popolnoma moje in vse moje. Zakaj? Zato, ker vem, sem bil že na takem kulturnem večeru in vem, kako nepozabno, kako dober je in kakšna škoda za, bom rekel, za vse tiste, ki v današnjem večeru niso tu. Vesel sem, da vidim toliko študentov in študentk mednarodnih odnosov in evropskih študij na tem mestu. Vesel sem zato, ker je lepo videti toliko dobrih študentov na kupu. In dobri ste ne samo zaradi tistega študijskega uspeha in tistega, kar študirate, dobri ste tudi za vse tisto, kar počnete kot obštudijske dejavnosti. Vse tisto, kar človeka pravzaprav gradi, plemeniti in zaradi česar raste. In zato imam zaupanje v vas. Mislim, da če boste tako nadaljevali, kot ste doslej nadaljevali, da boste ne samo uspešni v tem življenju, ampak da boste predvsem izpolnjeni v tem življenju, da boste zadovoljni v tem življenju, v krogu vaših familij, družbe, prijateljev, ki vas obdaja, pa seveda tudi tam, kjer boste službovali. Vi se boste še nekaj časa tu srečevali na fakulteti, potem pa upam, da se boste srečevali še naprej, pravzaprav v alumni klubu, in vas seveda že zdaj vabim, da se boste udeleževali tovrstnih srečanj. Seveda, mnogi med vami se bojo pa srečevali tudi po službeni dolžnosti, tako rekoč, v kakšnih sorodnih službah. In dobro je držati take odnose, dobro je biti v stikih in v odnosih, prijateljskih odnosih z svojimi kolegi, z temi, s katerimi ste dali skozi ali pa dajete skozi, ne da bi vi to morda zdaj vedeli, ampak eno najlepših obdobij v vašem življenju. To so študentska leta. Da so ta obdobja res lepa, bo po mojem pričal tudi današnji večer. In jaz vam želim res vse dobro, upam oziroma vem, da se boste odlično imeli in vas pač spodbujam, da tako kot doslej greste v tem življenju tudi naprej
ne morate faliti. Hvala lepa. Ker pravijo, da se me ne sliši drugače, čeprav sam mislim, da imam dokaj gromek glas, bom pravil mikrofon. Res je. Ena. Dela, v redu. Skratka, Maša, sej si na vrsti, samo počakaj, da zaključim. Ja, da ne boš pozabil, sem zato. Bom pozabil na tebe, počakaj, na vrsti. Ne bi tako nastrpno. No? Skratka, želel sem zaključiti. Ni še na vrsti, čeprav si mogoče želi, da bi bila. Bi bila rada, ne? A si lahko... On me razume. On te razume. Ja. Sej on edini verjetno, ki te razume tukaj. Kaj? Boljše. Kakorkoli, čas je po mojem, da jaz grem z odra, ker vidim, da tukaj... Odstrani se. Adijo. Skratka, Maša nam bo nekaj zapela, nekaj predstavlja, jaz niti ne vem kaj, jaz prepuščam to tebi, ker se ne počutim trenutno sproščeno. Odhajam. Jaz bom Mašo se še sicer nekaj vprašala, kar bi jo mogel Boštjan, ampak je tako živčen, da je pozabil. Maša, povej ti nam, zakaj si sploh prišla na FDV? Dobro vprašanje v bistvu. No, jaz, ko sem končala z gimnazijo, sem se v bistvu upisala na AGRFT, a ne? Ampak tam so bili slepi za moj očiten talent. Tako da potem pa nisem vedela, kaj naj, pa ljudje so bili zaskrbljeni zaradi mene, ne vem zakaj, in so rekli, da naj grem na FDV, ker mogoče mi ga bo celo ratalo narediti, a ne? In potem sem rekla, no, sej, je pa itak vseeno, ker to pravijo, da znanje je moč, pa koliko je znanje pomembno, pa to so itak samo nebuloze, ne? Ker v bistvu, ko si ti enkrat na trgu dela in na tem je važno samo, koliko te imajo ljudje radi, pa koliko si popularen, pa priljubljen, in zato je pomembno predvsem, kako se znaš obnašati in kako se znaš oblačiti. In eni se ne znajo oblačiti. Jaz še vedno ne vem, kaj sem narobe naredila danes, ampak dobro. Lej, ti bom jaz razložila, ne. Ti rabiš še par nasvetov, pa kakor sem videla prej, tudi do publiki rabi par nasvetov. Tako da bi prosila za glasbo, pa da to rešimo. Whenever I see someone less fortunate than I, let's face it, who isn't less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it's the toughest case I'm yet to face, don't worry, I'm determined to succeed. Follow my lead, and yes, indeed, you will be popular, huh? You're gonna be popular. I'll teach you the proper ploys when you talk to boys, little ways to flirt and flaunt. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You're hang with our right cohorts, you'll be good at sports, know the slang you've got to know. So let's start, cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis, think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a pet sister and advisor, there's nobody wiser, not when it comes to popular. I know about popular, and with an assist from me to be who you'll be, instead of dreary who you were, well, are. There's nothing that can stop you from becoming popular. Lar? La, 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 la. I'm gonna make you popular. When I see the pressing creatures with unprepossessing features, I remind them on their own they have to think of celebrated heads of state or specially great communicators. Did they have brains or knowledge? You make me laugh. They were popular. Please, it's all about popular. It's not about aptitude, it's the way you're viewed, so it's very shrewd to be
be popular like me. Kaj praviš? Jaz mislim, da moram iti. Grem. Skritizirala si me do amena in grem. Dovolj imam, Boštjan, adijo. And though you protest your disinterest, I know clandestine. You're gonna bring about your unpopularity. Woo! La 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 la. You'll be popular, just not quite as popular as me. Hvala. Okay, moram dol? Vse je že čas? Jaz sem spet na vrsti. Spet on. Skratka, slišali ste, kako je, če si popularen. Problem nastane, če si dama, ki izgublja perje. Ampak dobro, to je zdaj že druga debata. Kakorkoli že, jaz vam nisem na začetku želel vsega razkriti. Danes vi mislite, da mi gostujemo samo študente EŠO in MO, motite se. Vi veste, koga še imamo danes. Spoznali boste, poleg študentov, ki se bojo predstavljali, enega najslavnejših svetovnih filozofov. In spoznali boste, a ti si spet tu, spoznali boste njo, no, njo že poznate, in spoznali boste tudi enega slavnega. A lahko jaz povem? Ja, pa povej, no. Mislim. Ja, Sej, a ni študentski kulturni večer to? Ja, izvoli, se opravičujem. Halo, pač vprašam, ne? Ampak dobro, po protokolu si na moji desni, to je v redu. Ja, to pa vem, a ne, to sem me naučil. To je pa tudi vse. V glavnem, pride nekdo, ki je meni že 5-krat zlomil srce. Nič čudnega. Ja, res je. Pa ni bilo težko. Ne, sploh ne. Življenje je pač ni potica. Ne, res ne. Čeprav moje je kar potratna, zelo dobro. V glavnem, to. Povejmo, kdo pride. Ne, tišina. Ne smem povedati? Ne, bojo povedali pol tisti, ki so za to poklici, nisi to ti. Dobro, jaz sam povem, da mi je zlomil srce. Ma nič hudega, se ne sekiram. Vsekakor prihaja nek strašen latino ljubimec, spoznali ga boste, ima tak dober avto, živi v Strunjanu. Človek je dejansko z obale, z velike umetniške družine. Skratka, kot smo rekli mi v mladosti, ko sem bil jaz še mlad, to je bilo dolgo časa nazaj, trga gate. Se vidi, ja. Ampak nič grede, pridemo še do tega, ampak počasi. Vprašanje, ki je naslednje, je, kdo naslednji nastopa. Ne, ko je Jana Osojnik pred 2 letoma ustanovila mešani zbor FDV, je seveda Boštjan po svoji klasični maniri se odločil, da moramo biti spolje enako zastopani. Torej, če imamo na eni strani feminizem in treba ustanoviti potem zbor, kjer je večina žensk, se strinjaš? Ja, seveda. Potem je treba narediti tudi moški oktet. In tisti, ki ste bili lani, se spomnite dejansko, da smo imeli nek oktet. Kako se je klical? Ja, so hrepeneli po marsičem. No, letos so nas 3 zapustili, odšli so v širni svet s trebuhom za kruhom in ostalo nas je samo 5. Torej, imamo tokrat letos kvintet hrepenenje, ki bo... Ne vem, jaz sem zato na odru, da jih vidim, ker so fulučni. Ok, dolg čas. Ki bo zapel nekaj dobrega o dobri hrani, dobrem vinu in o lepem, pravi o lepih dekletih. Ampak jaz si bi povabil na oder, ti boš pa kaj sprašala, ne? Ja. Pridite, fantje. Fantje? Prepuščam tebi. Sivja, fantje. Enega poznam, ki je zdrav mene pri pevskih, ostalih pa ne. Dejte mi povedati, lej perje, to je od mene, veš. Ja, imava že neko povezavo, ne. Dejte mi povedati, se obrečujem, ker vam obračam hrbet, kdo poje sopran? Boštjan. Boštjan! Sam še eno vprašanje, a boste katero pesem tudi meni posvetili? Je vse. Jaz, hvala, bom v prvi vrsti. Izvolite, oder je vaš.
Zre
goldinarček mam, še goldinarček mam, še goldinarček mam, ga frajmoštru dam. Da me v cerkvi oznam, da me v cerkvi oznam, da me v cerkvi oznam, da ljubico mam. Še krajcarček mam, še krajcarček mam, še krajcarček mam, en krajcarček mam, ga ljubici dam. Da me kamro pelja, da me kamro pelja, da me kamro pelja, me rada ima. Leisten Sie heute, die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollali, hollali, hollali. Das braucht die rote Hose, das braucht die rote Mund. Hollali, hollali, hollalo. Hollari, hollari, hollaro. Skočili od meni, zvoni pri meni, kdo bi bil ob taki uri. Sosed od spodaj, srnik od spodaj, je pač kolerik po naturi. Zarjove brez montona, kaj pravite na to? Hollari, hollari, hollaro. Naš kaktus je z balkona, primarjev na glavo. Hollari, hollari, hollaro. Morda pa niti kaktus za mene rožani. Hollari, hollari, hollaro. Tako, to je to. Zdaj pa bi jaz rekel, da smo na neki točki počasi zaključili. Hano. In to je to. Torej, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, prav lepo pozdravljeni v pogovorno-zabavni oddaji, ki bo danes potekala tukaj v sklopu tega kulturnega večera evropskih študij ter mednarodnih odnosov. No pa da pridemo kar takoj k stvari in se čim prej premaknemo k slastnim slaščicam ter dobremu vinu družine Vidmar, bi jaz kar tukaj že na naš oder povabil našega prvega gosta nocojšnjega večera in sicer je to sama perla slovenske politologije, filozofije ter sociologije. Prosim en aplavz za gospoda Slavoja Žižka.
Torej, lepo pozdravljeni na naši fakulteti za družbene vede. Sicer bi vas prosil pa samo za eno kratko mnenje oziroma en komentar glede določene problematike, s katero se tukaj srečujemo. Predvsem kot najbrž že veste, se naša fakulteta srečuje z zelo takim problematičnim imidžom. Zagotovo poznate šale o predmetih, najtežjih predmetih, kot je omara, o McDonaldsih, zaposlitvenih možnosti. To je nebuloza. A res? Čisto res. Posameznik je sam prisiljen egzistirati v današnji limfatični družbi. In z participiranjem v študijskem procesu na različnih fakultetih je posamezniku omogočen dostop oziroma adhezija, kot bi rekli Francozi, do širokega spektra objektivnega znanja o delovanju družbe. Kot smo zdaj pri Francozih, ali ste vedeli, da je delitev na kontinuum levo in desno izhaja ravno iz francoske revolucije? Ne, tega pa nisem vedel. Ali razumete kontekst? Jaz ga po pravici ne. Ampak, če končam svojo misel, zdi se mi, da je ravno ta razumevanje današnje družbe, njenega delovanja in tudi sposobnost posameznika, da se v to, koliko se da kvalitetno emancipira, to potem pogojuje uspeh posameznika in kam bo on dejansko v današnji družbi tudi prišel, kot je tudi vas dekan to rekel, kot sem slišal prej. Ni vse samo v ocenah in temu. Torej, ko vam naslednjič nekdo leti takšno opasko in ste vse sposobni in ambiciozni, potem mu le odvrnite, se lahko malce hudomuslen tudi. To vam bom odštel od vaše place. Hvala lepa za vaš odgovor, gospod Slavoj Žižek. Hvala tudi vam. Najlepša hvala. Torej, to je bil prvi gost nocojšnje oddaje Klub ob polnoči. Mi se pa k vam z zabavno točko oziroma z glasbenim programom vrnemo čez nekaj trenutkov. Oglasi. Oglasi. Ja, pokaž se. Ja, oglasi. No, vsekakor. A nisi ti? Kaj je bilo zdaj to? A nisi ti na vrsti? Ne. To pa je? A nisi ti? Ne, nisem, jaz sem že odpel svoj. To pa je na vrsti zdaj. Ja, no, skratka. Ta točka je imela za biti že lani. Problem je bil, škoda, ki dekana ni več, da tle ni parketa. Več smo si romašna fakulteta, smo dali depison. In pa nismo vedeli, če lahko to točko izvedemo, pa smo se odločili, bomo letos izvedeli, smo kupili boljše čevlje, tudi zaradi si je to, ko ste že slišali. Tako da bomo zdaj videli neko posebno točko, neki popeljala nas bo v dokaj sporno območje, to je Bližnji vzhod. Ampak lahko povem eno skrivnost, pač v bistvu je Boštjan hotel to trenirati in 3 leta nazaj pa mu niso pustili. Čistko, če smo iskreni, ne, med brati, ne. Ne, mislim, to je malo nefer, ne, ker dejstvo je, da moj obseg pasuje sicer širok, ampak tako hudo pa ni. Ne? Ampak, da ne bova midva, ki nisva glih oba elegantno izpopolnjena samo to. Res je. Bova povabila na oder tisto gospodično, ki je sposobna in jo je prav lepo pogledati in bo danes na generalki lepo in včeraj še lepše in bo zdaj še lepše. Še bolj. Tako da jaz predlagam, da povabim pride na oder Ana. Tam že. Skratka. Dej se zakrija, veš, kaj Boštjan te lahkam tako, ja. Lej pač. Moški, ne? Kjer je predmet nisi naredila? Ne bom komentiral. Skratka. Nismo še tam. Tehnik! Prehiter si. Ko se ne gre mi pa tako. odstraniva, ker ne greva zraven, jaz ne znam. Boštjan pa mi. Jaz bi znal. Ampak ne bom. Moje vprašanje bo samo eno, ostalo prepustim potem gospodični nasproti mene. Kdaj si se začela učiti, da si tako profesionalno danes odpleca na generalki? Mislim, da je 3 leta nazaj, nekaj tak. 3 leta in tako dobro znaš. In še eno vprašanje, že ki mi je že položil na usta. A misliš, da imam jaz kakšno šanso, da se naučim? Mojem ja. Ja? Moram kaj slušati? Ni treba. Ni treba. Imajo še raje, če se prav prepati. Ne, se mi je zdelo. Vidiš? Vidim, gled. Ti še kaj zaprašati? Ne, ti ker jutri prijavnico prinesem. Mislim, da bomo vsi skupaj vrgli, da mu plačamo pol leta šolnine, sam da ga vidimo pol odplecati na naslednje leto na kulturnem večeru. A se strinjate? Tam si hotel. Jaz grem. Nisem za na ta oder, preveč ženske lepote je tukaj.
Jaz pa bom sam še nekaj vprašala, ko smo želi pri moških, ženskah. Ne bom sprašvala, si samska, nisi sam, povej mi, če je potencialni fant, kaj poreče, da taka hodiš pred vsemi temi osebami moškega spola tukaj. Hvala Bogu, fanta ni, tako da nikoli ne. Pride k meni, dam telefonsko, ni problema. Uživaj. Spoštovane gospe in gospodje, svet smo nazaj v naši oddaji Klubu Polnoči in spremimo v bistvu danes je z nami, kot smo obljubili, naš en edini latino lover Jan Pestenjak.
Oči so težke in zaspane. Ona sanja o Ljubljani, ko med odmorom gre na cigaret. In pepel zbeži v vetru, ko ga noče biti ujet. Matura ni dala upanja in ravnatelj jo pozabil je objet. Hoče biti samostojna in na fakulteti vidi lepši svet. Ona sanja o fakulteti, ko med odmorom gre na topli obrok. Ona sanja o fakulteti, ob misli na bom padel jok. Kam naj gre, to ji povej. Izbrati je težko, veterino, kemijo ali multimedijo. Kam naj gre, na FDV, ker dal ji bo vse, vero v sebe, znanje, upanje. Kam jo pelje srednja šola in že 12 let je isto. Kupila si je računalnik, a naloženo ima Windows Vista. Ona sanja o Ljubljani, a ne ve, da tudi tam so slabi programi. Želi na pravo fakulteto, kjer zdržala bo vsaj eno leto. Kam jo pelje avtocesta, izvoz Ljubljana, Bežigrad. Kje bo danes spala Kardeljeva ploščad? Kam naj gre, to ji povej. Izbrati je težko, veterino, kemijo ali multimedijo. Kam naj gre, ja na FDV, ker dal ji bo vse, vero v sebe, znanje, upanje. Vero v mednarodne vladne in nevladne organizacije, vero v vse 3 stebre Evropske unije, vero v temeljne dokumente človekovih pravic in temeljnih svoboščin, mednarodne finance, mednarodni ekonomski odnosi, osnove znanstvenega pisanja, vse. Kam naj gre, na FDV, dal ji bo vse, vero v sebe, znanje, upanje. Ona sanja FDV-ju. Hvala. Tako, ona sanja o FDV-ju. Blagor njej. Eni smo na FDV prišli. To so bili še lepi časi, veš. Takrat je bila še omejitev. Ko sem jaz prišla, je bila tudi omejitev, tako da prosim. Dobro, čujem. A že toliko dolgo si tle? Ja, saj sem ti povedala, ti, no pa še kdo drug je kriv. Dobro, vse v redu. No, skratka, ona sanja o Ljubljani, ona sanja o FDV-ju, ampak naslednja točka ne sanja. Ne, res ne. Nič ne sanja, kar igra, kar igra. Res uno. No. Res tak moški inštrument. Ja, a bi ti to igral? Ne, jaz to ne znam, jaz se znam pihati. Jaz sem še z unih časov, ko nismo znali pihati. Niti uno, zadnjič me ostavil policist alkotest, je rekel, pihajte, sem rekel, to je bilo to. Skratka, se spomniš, da je igral ta inštrument, ki ga igra Ana? Katja, pardon, ne Ana, zdaj sem že čist blojen teh imen. Ne, ne vem. Ne, se ne spomniš? Kdo? Znaš našteti predsednike ZDA? Joj, ne, mislim... George Bush. On ga je igral.
On res ga je igral. Katja? Jaz sem vem za druge stvari, ki jih je on delal, ne? Pač. Pojma nimaš. Kje je to? Kje je inštrument? Storgle? Citre. Citre. Tipičen slovenski narodni inštrument. Ja, citre. A niso to citre? So citre? No, se mislim, da tudi oni nimajo pojma, kaj je to. Dobro, vsekakor, je midva čas, da greva z odra, predvsej ti. Ja, jaz grem. A boš jo ti kaj vprašal? Bom. Dobro, adijo. Češ meni? Ja, naj ti bo. Katja, koliko časa že igraš saksofon? Pa še eno vprašanje, kako se loči sopran, alt, tenor, bas, saksofon? Ker pri moških to je dokaj enostavno. Ali si tenor, to pomeni bi rad bil sopran, pa si moški, imaš problem, ne? Ali si pa bas, torej v navednicah pravi moški, drugih možnosti ni. Kako je pri saksofonih? Najprej igram ga od 14 leta naprej. Loči se pa potem, da je sopran saksofon je naravnost kot klarinet, to je alt saksofon, tenor saksofon je malo večji pa fajfa, mi rečemo temu pipa, je tako zavita, bariton saksofon je pa še večji, pa fajfa ima zavito. Tako. In to tvoje torej? Alt saksofon. No, skratka, njen je alt saksofon, jaz sem končal 10 let glasbene šole, tega ne vem, ne povedati mojim učiteljem, prosim. Tako da jaz prepuščam to mojstricama, torej Kati, ki bo igrala na saksofon, in Jani, ki jo bo spremljala na klavirju, tako da izvolite. Seveda, sedaj nas čaka še zadnji del našega kluba o polnoči, ki poteka tukaj v sklopu tega kulturnega večera. In sicer bi rad vse Slovence in Slovenke razveselil z dejstvom, da se skupina Šankrok spet formira, sicer z neko novo grupacijo. In ta glasbenik oziroma novi pevec te skupine se imenuje sicer Matjaž Srna, ki pa je seveda danes tukaj obljubil, da bo razveselil vse dame in že vse mlade in tudi starejše punce z naslednjo pesmijo, o kateri bo mogoče sam kaj več povedal, v glavnem bojda je za muce. No. Tako da Matjaž Srna, prosim. Yeah. Ja. Ulica je znate, tako daleč si. Čez neskončno nebo potuje glas
želim, da si tu. V senci vseh luči iščem te, a tebe ni. Zatiskam si oči, a vedno tu v sanjah si. V meni gori ogenj strasti, nikoli mi ugasnil ne bo. Ko sama zaspiš, radi da veš, da se vrnil bom domov, tebi vleče me. A do takrat želim, da si tu, ob meni zdaj. V mislih se vračam k tebi nazaj, želim, da si tu, o kako želim. Želim, da si tu. Odličen je bil tale klub po polnoči. Jaz upam, da še pride kak znan. Danes same neke znane spoznavamo, kaj? A ni to fajn? Če se moraš odločiti med plestenjakom. Plestenjak, zelo ni odločitve. Saj nisem dvomil dvakrat, ne? Ni dileme. Zakaj? Zaradi vikenda v Strunjanu ali česa drugega? Ne, če je tako lep, pa bolj je star, bolj je lep. Mislim, jaz tega ful ne razumem, on je res bolj je star, bolj je lep. Saj nismo tle na razgovor za službo. Sledi naslednja točka in vračamo se nazaj k plesu, če smo prešli v bližnji ali pa divji vzhod, ne? Prihajamo zdaj nazaj, zdaj pa gremo na drugo stran sveta, torej čez Atlantik v Ameriko, sledi, živijo, a ti si že tu? Sledi Mirjana Nikolovska z plesno točko iz jazz baleta. Mirjana je že lani nam pokazala vse, kaj zna, sicer v dvojicah, letos bo prepuščena sama sebi, zato je pa seveda se služi na koncu dvojni aplavz. Tako da Mirjana, izvoli.
Mirjana. Odšla je, pobegnila Bo kar prišel nazaj. Pridi nazaj, pridi nama še malo družbo delati. Še enkrat. 2 aplavza. Eno vprašanje za mene. A imajo obleko tudi v njegove velikosti? A dobro, kaj imaš ti s to mojo velikostjo? Jaz nisem visok, ja, ne, mislim, pa če vem, da rad plešeš, ne? Jaz njo sprašujem, jaz sem na vrsti. Mene zanima, obleka nima, velikosti pa nima, to me interesuje. Mene zanima, koliko časa jaz rabim, ki smo videli prej, dokaj gibčen, da se naučim tako plesati. Velik. Kaj je to veliko? Ja, veliko časa. Koliko? 14 dni? 3 tedne? Malo več. 3 mesece? 3 leta. Nimam časa. Dobro. Kaj pa, če bi imel jaz, na primer, kakšen štelkus, tako, spotoma, tako imate vi zapiske, da se učiti spotoma, tako, da bi ti meni pokazali 3 korake, to, da bi jaz to znal. Tega ni v plesu. V plesu tega ne. Dobro. Kaj, ti se učila, ne? Ne. Ne znaš, ne? Jaz pač, če vem, da nekaj mi ne gre, niti ne poskušam, Boštjanič, tako da pač, ne vem, zavedam se tega, da jaz, ne vem, nogi gor, ne. Poglej, vidiš, ona tudi verjetno, ko je začela videti, da je daleč pogled, da bo dobila dvojni aplavz. Dobro, sem jaz vem, ne znam. Trojni! Kolikrat na teden pa vadiš, da nam to povej? 3-krat na teden. A dolge ure, mislim, koliko? Uro pa pol. To bi pa že najdel. Za drugo leto, če boš še nastopila, jaz računam, da boš, če bomo imeli kulturni večer, če ne bo kriza vse pojedla, ne? 2 koraka me naučili, da jaz nastopam. Zmenjeno? Jaz sem tisto nastop, enkrat levo, enkrat desno. Ma bomo obleko tudi to krilo, se to ni problem. Dobro, a hvala. ste vsi slišali? Boštjan, upam, da se zavedaš, da je to vse posneto. In kaj, če je posneto? Jaz držim svoje obljube. A misliš, da je problem zaplesati? In Ne. plesala z mano? Ja, če boš dal tisto kiglico gor, pa če boš plesal, bom tudi jaz. Nimaš ti tega primorskega šala. Korošica, sem pa Korošica in prosim, ja. Preskočimo. Ja. Gremo naprej, ker res ne zadevam, preskočimo to. Preveč govoriš, pa dolgo znam. A jaz govorim, dobro si važno, kaj je znam. Naslednja točka, Ivan, slavni Ivan, ki je zrihtal klavir letos v krizi. Se je odločil, da nam bo zapel solo, eno pesem tako, tako da zdaj me verjetno strašno že. A gleda sedim? Ja, zdaj je v redu, sem jaz pritisil, da ni po protokolu, pa je tako trsno gledaš. Sem videl povedati zgrbanče, da se ga ne vidi lepo v kameru. Vse to je samo zato, da mama na YouTube videla, se ne zaradi. Skratka, da skrajšamo. Ivan, kdaj si začel pet? Ne vem. Mislim, res ne vem. Kdaj si pa začel igrati, na primer, klavir? Igral sem klavir 1 leto, in potem je fotor pretiraval in je kupil klavir. In pa nisem nehal igrati klavir. Tako da, začel sem igrati klavir 10 let nazaj že, tako da. Sem kaj reči, hvala fotor, da sem mu asistent Tudovic zahvaljuje za čakov. Da je bila investicija, da se splača. Zapel bom pa Alleluja od Leonarda Cohena. Tako da, Ivan. Daj greva to zavrano. I've heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You
You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from her lips she drew the hallelujah. 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 But baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. And it's not a cry you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much. I tried to feel and I tried to touch. I didn't lie, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my lips but hallelujah. Od Latino Loverja do Aleluje, vmes rožice, ne cveto, kaktus, ni da ni. Zdaj, večer se je lani imenoval Po domačih in tujih deželah. Letos bi ga lahko poimenovali, tam zunaj je strašno veliko hrane, že vidim. Ampak preden gremo hrani, bi ga imenovali dejansko o cvetju in hrani, ampak o hrani pridemo pozneje. Dajmo zdaj najprej o cvetju. Skratka, kaktus smo že imeli. In zdaj se bo Jana Osojnik spraševala, namesto koga roža cveti. Tako da Jana, prosim. Jaz si bom drznil nekaj vprašati, kar so mi potaknili. To ni bil moj namen vprašati, ampak ker se bojim, kaj bom dobil nazaj. Kaj počneš poleg tega, da redno obiskuješ fakulteto in tu pa tam igraš klavir, nerviraš fanta in še kakšne druge posebne zadeve? Vodim mešani pevski zbor, v katerem poješ tudi ti, čeprav te bolj redko vidim. Moj recept je enostaven, kupi si očala. Jaz sem vedno tam, sam ti prevečkrat preveriš prisotnost. To je ključen problem. To je, veste, Štjan? Štjan? Kje si? Minus. Kakšen minus? Ja, te ni bilo zadnjič. Kje si bil zadnjič?
danes ne morem zaradi tega. Dobro, sem v redu. Ne, jaz sem vedno mislil, da dejansko na Primorskem velja govor, če hočeš, ne rabiš psa pri hiši, se poročiš z briko, skratka z nekom z Goriških Brd. Ali pa Štajerko. Potem sem spoznal Štajerce, je bilo konc. Ampak moram priznati, da si dober učenec, naučil si se najverjetneje največ izgovorov od študentov, zakaj vse manjkaš. To je dobro, to je uporabna zadeva v mojem življenju. Ampak da ne bova podaljševala po nepotrebnem, mesto koga Rože cveti in Jana Osojnik. Kakšno noč, ko prištokljak prespim, pod visečo meglom, tiho sam med njimi stojim, le nabinam vodu. Ko bažarek pregrize temo, prebudimo sej san. Močvirje virje, novi željak, odletilo v nebo. Namesto koga roža cveti, namesto koga som jaz. Katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Pa trava nad mojo zemljo popremogla kak cvet, enim tiho kaplja v oko, drugim dal bo med. Namesto koga roža cveti, namesto koga som jaz. Katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Jana bo kar sedela še malce tukaj. Boštjan je šel, je končno ugotovil, da je to študentska zadeva, da ni to zadeva pač profesorjev, asistentov in tako naprej. Torej s vami še eno študentko, da se mi pridruži na odru in da povemo, kaj bomo sedaj naredili, no, kaj boste naredili, jaz nem prav nič naredila, šla bolj z odra. Maša, prosim, če se mi pridružiš. Spet. Prosim, če to da... Bolj zgledaš. Ja, hvala. To da je ne. No, to sem hvala čuti, ne? To. Potem se pa zaključi, ne? Hvala, Maša. Maša bo zapela. Kaj bo zapela, Maša? Med iskrenimi ljudmi. Misliš, da je med nami kaj iskrenih ljudi? Bolj manj. Kuca je pač realna. To je to, ne? Prepuščam vam oder, Jana bo zaigrala in Maša bo zapela. Hvala.
med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Na fakulteti smo že slišali, Jan Plestenjak svetuje, naj se vpiše nekdo na PDV. Imamo na fakulteti redko priložnost, da prepričamo študenta, ki študira čisto nekaj tretjega, bi rekli, v Ivanu Plestenjaku, da potem prijem na FDV. Torej, če ni družboslovec po osnovni podstavi. In ta, ko bi rekel človek v italijanščini, to češnjico na vrhu torte smo pustili za konec. Aleksander Jakobčič dejansko skoraj da že diplomant Akademije za glasbo. Aleksander bo predstavil, ampak to ni zdaj zadeva gre še del. Ne sem, da je skoraj diplomant. Prvi sem bliže, prej sem vse že vedel. Bo predstavil ne neko skladbo, Ludvika van Beethovena ali pa Friedricha Chopina ali pa njemu ljubega Sergeja Rahmanova, ampak svojo lastno avtorsko skladbo. Ne akademski glasbenik, ampak akademski skladatelj. Jaz moram včeraj povedati na generalki, da sem kar taka rajska milina je vera iz klavirja, čeprav to ni klavir, moram priznati še enkrat, ampak vseeno. Taka rajska milina je vera iz klavirja, sem hotel Aleksandra zaposliti tukaj na fakulteti, če bi jaz mu duplo plačal, bi mu posel plačal vstopu, zato je lahko, ampak pač ne gre. Aleksandr bo zagral skratka Fantazijo številka 2, lastno avtorsko skladbo, ki jo je domislil sam, pripravil sam, ampak preden, da jaz neham že enkrat govoriti v čas, da besedo Aleksandru vprašam. Aleksandr, zakaj ti se odločil, da po akademiji, po strašnih umetniških dosežkih, ki jih naša akademija nudi, ampak sploh potem, da si dejansko na Ljubljanski glasbeni akademiji stopiš v čevlje na FDV, zamenjaš barko, vrneš krov in zaideš za gladili kako pacit? Ja, ne vem, kaj ne točno odgovorim na to, samo to, da vem, da sem pravilno zbral. To je to, naravno se mi tudi zanimajo in ne želujem te inspiracije. Jaz bom na tej točki dejansko odnehal, ker vsaka beseda bi bila preveč in prepustil Aleksandra na klavirju in predlagam, da pazljivo poslušamo bomo stvari na Aleksandru.
Tako, zapeljal nas je Aleksander v sanjarjenje. S tem je uradni del večera končan. Jaz upam, da ste se imeli fajn, da ste se imeli lepo, da ni bilo nobenih posebnosti. Na tej točki bi se zahvalil predvsem tehnikoma Urbanu Gor, ki za mešalno mizo predvaja zvoke, se trudi. Ne, čakaj, no. Kaj je zdaj to? To ni bilo planirano, jaz ne vem nič o tem. Kaj zdaj vidite? A ste že niste že opravili? Pa da vidimo, če kaj znate. Ker so si fantje zaželeli, da bi še enkrat zapeli vsi skupaj
nekaj pa ne isto kot lani, ker lani sem mislil, da znamo na pesem, pa je ne znamo. To boste gotovo znali, tako so mi fanti rekli, ne? Ker ste lani že peli zraven. Predlagam, da mogoče jaz intoniram, boste kmalu ugotovili, katera pesem je to, ki jo znate, baje vsi. Eno skupaj za vse. Oči na morski breg, tako čudate jedno, tako čudate jedno, draga nam poljubile, tako mi došla ne bi, onda se sama jedno, onda se sama jedno, u moru okupajki. Dođi na morsku zvizdu, da ti pocepam pisma, da ti pocepam pisma, koja sam pisao ja. Ako mi došla ne bi, onda se sama jednom, onda se sama jednom, u moru okupajki. Dođi na morski štulac, da ti pokažem kuću, da ti pokažem kuću, gdje sam se rodio ja. Ako mi došla ne bi, onda se sama jednom, onda se sama jednom, u moru okupajki. Izašla morska zvizda, stradat će tvoja pisma, stradat će tvoja pisma, koja sam pisao ja. No, zdaj pa res čas za hrano, tako da hvala za udeležbo in zunaj vas čaka pogostitev, privoščite si hrane, ne sme ostati, čeprav smo naredili bore malo. Tako da, sam še malo, zdaj mi mahajo zadaj, to sem pozabil seveda vseh. Vsi nastopajoči prosim na oder, ker dobite rožico. Jaz imam Jana Plestenjaka. No, zdaj, ko bojo veliki nastopajoči naložbe, bom jaz končal tisto, kar me je prej Top Gun prekinil, po katerem nisem vedel nič. Hvala Urbanu, hvala Primožu, ki sta žrtvovala to popovdne, da sta nam pomagali narediti. Hvala dekanu, ki je odobril neodplačen najem tega. Hvala vsem nastopajočim, ki so prostovoljno si vzeli čas, voljo pokazali, vajo in vse to, kljub vsem generalkam, ki smo imeli prenašali vse moje teženje. Hvala vsem vam sodelujočim, jaz upam, da vam je bilo prijetno, jaz upam, da bo priložnost kljub krizi naslednje leto spet to zadevo nadaljevati in da bomo lahko rekli, da je naslednje leto že tretji, torej jubilejni, prosim, če to bi šan za 50 kulturni večer. Zdaj vas pa res iskreno, potem... Boštjan, sam še nekaj, oprosti. Jaz bi se pa rada zahvalila Boštjanu in lepo prosim za en velik aplavz. Res. Upam, da ste si vsi zapomnili, da drugo leto pač pleše trebušni ples. Fantje so mi tudi rekli, da če bo treba, bo zraven pel, ni problema. Res hvala, Boštjan, da si odgovarjal na vse naše maile, neumne ali pametne, tečne ali malo manj tečne, da si bil na vseh generalkah, da si pač držal vso zadevo po konci. Hvala.